Hej, kje ste, kako ste, Lenka tukaj? Ful vesela danes pa nahajpan, ampak video recimo, da ni toliko veselem v duhu. Izglasovali ste namreč tole... Ne vem, še zdaj ne vem, zakaj sem toliko vesela. Rekli boste, da sem zmešana in tudi sem, zato ker najprej spijem kavo, nič ne jim, ura je zdaj 12 oziroma že 1 popoldne in naslednja stvar, ki naredim, ne grem jaz, spijem še energy drink. Pošta. V naslednjem videu bi lahko naredila reacting video ali pa try not to scare s tvojim fantom. Žiga, snemat morava. Moja mora je zjutraj, ko se pogledam v gledalo. Moja tudi. Ela, moja mora pa je, ko Lenka ne objavi dolgo video. Kako cute. Si že gledala The Conjuring? Sem gledala in v 2 videih nazaj govorim o tem. Ali te kdaj strah med snemanjem? Ni me strah, imam to srečo. Ali se kdaj zbujaš ob 3 zjutraj? Ne vem, zakaj si govorite ob 3 zjutraj, ampak ne. Jaz se zbujam velikrat ali pa nikoli. Še risbica je taka. Jaz in duh v moji omari. V glavnem dan smo za obdelati samomorilski gozd na Japonskem. To je približno 35 hektarov velik gozd. Imenuje ga tudi, ki se nahaja direktno pod tem vulkanom Fuji. Z drugimi besedami mu dejansko rečejo tudi gozd samomorilcev oziroma ideal way to die oziroma idealno območje za samomor. Dejansko zgodi toliko veliko samomorov, približno 100 na leto je ta številka in sicer, da je to drug največji kraj oziroma najbolj priljubljen kraj za samomore na svetu. Oganite, kjer je prvi kraj, Golden Bridge v San Franciscu. Ne bi si mislila, tudi nisem vedela, ste vi vedeli. Gozd Aokigahara je zelo miren prostor. Gre za zelo zaraščeno območje. Tam je dreves toliko veliko, da rečejo temu tudi morje dreves in v bistvu je čez celo leto zeleno zaradi določene vrste rastja. Toliko je gosto, da tam ni vetra in v bistvu, ko si tam, je čisti mir, ni torej šumenja dreves, ni vetra in tudi ni veliko živali in ne slišiš čistega žvrgolenja ptičev in teh stvari. Zato ljudi po mojem spominja na to, da je tam mir, da je neko vračanje k naravi, da je res tišina in da tam v miru lahko naredijo samomor, I guess. Stoletja je za ta gozd veljal mit, da naj bi tam boginja Fuji, to je boginja ognja, da naj bi speljala take skrivne predore in tunele nabite z neko nadnaravno močjo. In ta nadnaravna moč naj bi preprečevala človeku, ko enkrat pride v ta gozd, da bi se vrnil v bistvu nazaj. Ena izmed legend narekuje tudi, da naj bi se tam nahajal demon Tengu in ta demon naj bi preganjal potem duše tistih, ki so si tam vzeli življenje. Prideš tja na parkirišče, ki je v bistvu zraven enega jezera. Prva stvar, ki jo vidiš, so tam parkirani avti, ki izgledajo v redu in so tam parkirani avti, ki vidiš, da že dolgo časa tam nikogar ni bilo, ker pač očitno je zavedno ostal v tem gozdu. Domačini nasploh, lokalno prebivalstvo se tja ne zateka, zaradi tega, ker preprosto za njih to velja nekaj za prekletega, ta gozd je nevaren in že od otroštva je za njih tako kot za nas boogeyman, pač njim govorijo, da je to stvar, katere se izogibati in je neka strašna zgodbica iz njihovih otroštv. Zelo zanimivo, pred zgodovini samomora na Japonskem je to, da je drugačno smatran kot tukaj na zahodu. In sicer na vzhodu in pač predvsem tukaj na Japonskem je smatran čisto drugače, ker če se že spomnimo samorajev, ne vem, če to veste, ampak njihov častni umor na koncu, častni uboj je to, da so naredili samomor in sicer v smislu, da so se z tisto njihovo mačeto ali kako je že naredili v črki L, pa gor do srca in v bistvu zelo kruta počasna smrt, ampak je bila pa častna smrt, ne? Druga stvar je, da še ne toliko zelo dolgo časa nazaj, če je bila družina res na Japonskem revna in si ni mogla več privoščiti hraniti cele družine in so bili res revni, je bilo včasih normalno, da so najstarejši člane odpeljali v gozd in jih tam pustili. Naslednja stvar, ki jo vidiš, ko prideš enkrat v ta gozd, so razni znaki, taki, ki te spominjajo na to, da nekaj v smislu življenje je dar od staršev, ne ga zaprav, tralala, ker pač želijo preprečiti te neskončne samomore. Zdaj, če greš na sprehod in te je strah, da boš našel neko truplo, bo najpogostejši primer je, da gre za obešanje, se pravi, ljudje se ali obesijo, drug najpogostejši primer so pa uspavalne tablete, neke močne tablete, ki potem baje niso neke uspešne, kar se tega tiče, ker lahko traja še res dolg časa, naprimer en cel dan, da se mučaš in počasi umiraš.
Tisti, ki veliko tam hodijo, naprimer imajo dejansko patrulje, ki patruljirajo gor in dol in gledajo, če je kdo potencialen kandidat, da bo naredil samomor, če tam še tori, čeprav je to prepovedano in jih probajo prepričati, naj tega ne storijo ali pa samo skrbijo za to, da imajo hrano, vodo, da pač da ne bo do tega prišlo. Ti ljudje približno vejo, kdaj bo do česa prišlo, naprimer, kdaj gre za samomor, ali pa za nekoga, ki točno ve, da bo naredil samomor, ali pa za nekoga, ki še ni prepričan. In tisti, ki niso prepričani, je ekstremno pogost pojav, da vidimo v gozdu take stvari, naprimer veliko teh lepilnih trakov in drugih trakov in navezanih stvari in oblačil in kosov, česar koli na drevesa in s tem pride sicer do veliko onesnaževanja tega gozda, ampak na ta način ljudje, ki niso prepričani, da bojo naredili samomor, garantirajo, da bojo našli pot nazaj, ker v tem gozdu se neverjetno hitro zgubiš. Zdaj tisti baje, ki so najbolj prepričani v to, da bodo naredili samomor, ponavadi naredijo samomor zelo na začetku gozda, tako da jih hitro najdejo in da so hitro lahko pokopani. Torej tisti manj prepričani pa v bistvu, če slediš tem trakovam, prej ali slej nekaj najdeš in vidiš, da je bil to tudi primer ali pa še teorijo, ker še razmišljajo o tem in tako naprej. Ena izmed drastičnih stvari, ki se je zgodila povezana s tem, je bilo, da je izšla knjiga in sicer tale dejansko manual oziroma priročnik, kako čim prej in najboljš narediti samomor in kje v tem gozdu dejansko so najboljši prostori za to, kje si najbolj skrit, kje je dejansko najlepše, da se posloviš. Skratka, meni se to zdi brutalno, kdorkoli je že to napisal in pa je dejansko, odkar je ta knjiga vam prišla, je bilo dvakrat, se pravi, podvojeno število samomorov. Se zgodi s trupli. Nekatera so res hitro najdena in gre vse po tem tipičnem postopku, ampak še vedno grejo ta trupla prej do neke bližnje policijske postaje, kjer imajo dejansko prav posebno sobo oziroma prostor, kjer ta trupla shranjujejo. Če bi trupla pustili tam, kjer so jih našli, bi bila to res nesreča, ker pomeni, da bi jih našel duh Jurej, ta duh, in da bi potem strašil tam in delal preglavice. Še ena stvar povezana s tem duhom Jurej je ta, da lahko slišiš v tem gozdu krik Jurej. Se pravi, da ta duh zakriči. Gre za to, da slišiš nek krik in misliš, shit, mogoče se nekaj dogaja in greš tja pogledat in prideš tja in pričakuješ, da boš našel nekoga, ki želi narediti samomor, ampak gre za to, da vidiš človeka, ki je tam že dolg, se pravi truplo ali nekaj in ugotoviš, da ta človek ni mogel zakričati, se pravi, temu rečejo krik Jurej, se pravi, da je ta duh kričal. Ena srhljiva zgodba, ki izhaja iz tega gozda, je ta, da so našli enkrat sicer truplo, mislim, da je bila medicinska sestra, v bližnji okolici pa je bil nabit znak, kjer je napisala, da jo, ne vem, da je society oziroma da naša družba, da so jo kot osebo uničili, da so bili preveč kruti in grozni. Zraven pa še na drevo nabita lutka, to izgleda takole, na glavo obrnena, nabita z žeblji in pa razparan trebuh in pa glava. S tem bi pomenili samo, da je ona prezirala družbo in da je bilo to grozno v družbi, ampak s tem, da je želela v bistvu prekleti družbo in neko negativo spustiti med ljudi. Če bi kdo želel potovati tja hajkat, nekaj drugega početi, je precej zakomplicirano, ker z avtom direktno tja ne moreš, čeprav ne vem, kako so potem lahko avti tam. Najprej sledita 2 ure vožnje po avtocesti Fujikvu, da prideš do Kawaguchiko ceste, oziroma tam je potem postaja in greš na vlak in s tem vlakom se pelješ in potem šele prideš do postaje, kjer lahko prestopaš na avtobus in z avtobusom potem do sem. Glavnem, meni je bil ta video ful zanimiv, upam, da je bil tudi vam všeč. Še ena stvar, ki vsakič pozabim povedati, je, da me dodajte na moj oseben profil na Facebooku, tam ne, ampak imam pa ekstra profil, samo za YouTube na Facebooku, tako da to je tale, pa spodaj bo linkan, tako da tam se bom pa naprej menil, pa kad vas bo enkrat mečkano več, bom tam začela tudi ankete delati, tako da, pejte tja. Še to, bližamo se 10.000 naročnikom. Tako noro rastete, da si upam reči, da bomo prej slej oziroma zelo kmalu tam, tako da zbiram tudi ideje spodaj, kaj narediti za 10.000 naročnikov. Najbolj izvirno idejo mislim, da bom uporabila. Zdaj mi že pišete kakšne res hude, tako da imate konkurenco. Komentirajte spodaj, hvala za vse, super ste, uživajte, radi se imejte, čau.